Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam ob takšnih situacijah. Mislim, lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Mogoče si tudi zaradi zahtevnega poslovnika in statuta malo zakompliciramo življenje, ampak kakšni smo? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. Izredna epizoda LDGD. Nismo jih imeli veliko, ampak volitve so takšna priložnost. Komentirali bomo izide, torej volitev za Evropski parlament. Gospodje, 27 držav, 373 milijonov volilnih upravičencev, 720 sedežev v novem sklicu, eden več tokrat za Slovenijo in 4 mandati SDS po sicer še neuradnih rezultatih, 2 Gibanju Svoboda, po enega pa Vesna, Socialdemokrati in NSI, in 9, ki gre v Evropski parlament, so Tomc, Zver, Grims, Tomašič, Joveva, Šarec, Prebilič, Nemec in Tonin. Udeležba v Sloveniji rekordna. Po 99,97% preštetih je trenutno 41,35%. Zdaj pa, ker vedno pozabim na začetku, gospodje, ki soustvarjajo LDGD, ki je podcast. Aljaž, ti bi to lahko tudi že počasi naštudiral, da raven skozi to jaz govorim. To je res, ampak gled, ti si zdaj povedala, v bistvu si povedala, mislim, da je epizode konc, gremo domov. Izvoli. Ne, podcast, ki ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej pa ne politike. In nikogar ne podcenjuje. Nikogar ne podcenjuje, hvala lepa. Še posebej ne SLS. Skupnimi močmi bomo zmogli. Ne? In vaši gostitelji smo naše blondno veselje in privatnik Antiša Korljan, Andraž Zorko, Valikon, Nataša Briški, Metina Lista in moja malenkost Aljaž Pengov, Bitenc. Takole, malo smo se igrali, gospodje, z napovedmi, saj ste vedeli, da bo to sledilo. Kdo je bil najbližje? Bom kar jaz povedal. Midva Štefi sva z naskokom zmagala, Štefi pa še malo bolj kot jaz, po moji osebni presoji. Namreč bila sva edina, ki sva napovedala pravilno razdelitev mandatov, kar ni nepomembno, 4-2-1-1-1. Štefi je bila za 100 točko malo dlje od udeležbe kot jaz, je pa imela Štefi enega poimenskega kandidata več kot jaz. Tako da tle ni dileme, kdo je tle bil bližu. Aljaž, pred Aljaž treba izpostaviti, da je bil edini, ki je napovedal Grimsa. Vsa čast in je bil najbližji z udeležbo. Sicer je pa močno zgrešil strukturo in še posebej z resnico v Evropskem parlamentu. Zelo podobno velja tudi za Antišo, ki se še nekoliko oddaljil od naju 2 Štefi, kar se udeležbe tiče, in tudi zgrešil pri mandatih, še posebej pri 2 za SD, ki na koncu kominot parlezal. Res je. No, Antiša, ajde, pa začniti. Se pravi, 7 si jih zadev, udeležba je bila pač, napovedal si manjšo, pravilno. Tako, pravilno glede GS-ja, katera 2 noter, čeprav, če se prav spomnim, si kolebal, da bi znal Volk na mesto Šarca mogoče prideti dobra odločitev last minute, ampak ajde. Recimo, da se lotimo, kdo je imel dober večer, kdo slabega, torej zmagovalci, kdo in zakaj, poraženci, kdo in zakaj, ne vem, razočaranje, presenečenje. Najboljši rezultat, seveda, najboljši večer so imeli seveda v SDS-u, tukaj mislim, da ni nobenega dvoma. In se bomo tudi mi 4 z lahkoto strinjali. Česar ne bi morda mogel trditi za nadaljevanje mog izlaganja. Namreč jaz bi v tabor zmagovalcev bi vsekakor uvrstil Vesno, ki se je v smislu parlamentarno, neparlamentarno od nikoder prebila v Evropski parlament. Potem bi, malo za šalo, malo za res, bi med zmagovalce uvrstil Listo Marjana Šarca, ki ima 2 poslanca. Jaz bi med zmagovalce, čeprav so kasneje ostali pred pragom parlamenta, uvrstil tudi Slovensko ljudsko stranko. Namreč Slovenska ljudska stranka je bila nekoč močen igralec na slovenski politični sceni, potem pa je bil totalno diskreditiran brand, da tako rečem, se pravi v bistvu neobstoječa stranka, ki se je zavrtela res tik pod sam prag
Evropskega parlamenta. To je nekako tako, kot bi se zdaj LDS poskušala rehabilitirati in nastopiti na evropskih volitvah in bi jim skoraj uspelo. In jaz bi vendarle, tudi oni so ostali pred pragom oziroma pod pragom, tja uvrstil še Resnico, ki je zbrala skoraj toliko glasov kot Levica. Pa še rima se. Kdo bi si bil mislil? No, a gremo kar naprej z zmagami zmagovalci, ali lahko jaz? Čakaj, že, a boš zdaj Ne, v redu. Gremo zmagi zmagovalce, pa pol poraz poražence. Ajde, izvoli, Andraž. Okay. Jaz sem na prvo mesto kot zmage postavil udeležbo. Še vedno na ravni Evrope, v primerjavi z zahodnoevropskimi državami, je relativno nizka, ampak to je za 43% višja udeležba, kot je bila 2019. 700 000 volivcev je lepa številka in to jaz razumem kot zmago teh volitev. Ena od njih. Nesporna zmagovalka, tle se verjetno vsi strinjamo, je SDS, ki je podvojila število poslancev. Tle bi pa vendarle opozoril, da slutim tle tudi nov potencialni razkol v stranki. Namreč 2 od teh poslancev sta pripadnika še kar orto struje znotraj SDS, se pravi Grims in pa Zala Tomašiča. A ste videli, kakšno geslo je ona navedla, kot kaj bo njeno vodilo v Evropskem parlamentu? Da najdemo Boga, nekaj podobnega. Da Bog, domovina in družina. To je njeno geslo. Skratka, imamo enega poslanca, ki je bil udeležen slovitega Zoom pogovora, kjer je podprl SOS, ki so zelo jasni neonaci. Imamo Zala Tomašič, ki je zelo orto konzervativna oziroma, da ne rečem, skrajna predstavnica desnice. Kaj hočem s tem povedati? Če se je po predsedniški Anže Logar spostavil kot neka alternativa in v nemir vnesel v to stranko, imamo pa zdaj še na drugi strani, po mojem, tak potencialen scenarij, ker te dva bosta, oziroma to je bila zmaga skrajne struje znotraj SDS in ohraniti enotnost te stranke, po mojem, velika in težka naloga za Janšo v naslednjih 2 letih. Da ne zgubljam preveč besede z njimi. Kot zmagovalci vidim, ne pa na evropskih seveda, GS in Levico seveda v pogledu referendumov. Vsi 4 referendumi so bili potrjeni. Ni to koalicija, ker SD se je vzdržala in ne mara danes morda malo žal. Tle lahko povzamemo, da če gre tej vladi kaj dobro, pa če tudi sta bila samo GS pa Levica, so to referendumi. In mogoče bi bilo boljše, da vladajo z referendumi, ne pa z reformami oziroma dekreti v bodoče. In jasno se strinjam tudi, da Vesna in dr. Prebilič, čeprav ne bi rekel tle iz nič, ker dr. Prebilič je bil na predsedniških volitvah precej uspešen. Jaz sem šel tudi malo računati količnike rezultatov predsedniške, državnozborske in tako naprej. Oni so nekje na nivoju tega, kar so tudi ostale stranke uspele prenesti državnozborskih, ampak v vsakem primeru. Nova stranka, takoj usvojen mandat, to, kar Levici ni uspelo drugič ali je bilo že tretjič zapored, nisem šel preverjati, bo kdo popravil. To so za mene zmage in zmagovalci. Aljaž, kaj pa ti? Ja, najprej, da se strinjam z predhodnima uvodničarjema, seveda zmaga SDS, pri čemer je treba dodati, da tudi sami niso bili čist ziher, vsaj sodeč po Janševih izjavah skozi volilno nedeljo, ko je rekel, da bo vse, kar bo nad 2, bo uspeh. In tudi sami so nekako malo pripravljali teren za to, da bi lahko se sklicvali na lažirane volitve, če bi slučajno ne bi ratali. Potem Vesna, absolutno. Potem SLS bomo vrstil v poražence, pa bom potem navedel razloge, zakaj in bi se kle v resnici potem ustavil. GS ni zmagala, ni bila poražena, ampak tako, pač, nekje vmes in to je to. Se pa strinjam seveda, da absolutni zmagovalci smo pa pač narod, ker srce me je zaigralo, ko sem videl, da je šel števc čez 40, ne samo zato, ker sem napovedal 41,02% udeležbo in klele v bistvu bi skoraj zahteval dodatne točke za slog. Na 42 bomo prišli, še prišlo bo tisti po pošti, tako da, ampak vsaj to bom rekla si zadev. Pola resnice se ti oprašta. Ne, lepa. Evo, jaz dajem pa med zmagovalce 3 in poleg volilne udeležbe, mi smo bili pred 5 leti na 28,89, zdaj bomo skoraj na 42, tako kot sem rekla par dni nazaj. Ne bo nič spektakularnega, ampak zelo spodobna, malo sem šla gledati na evropski ravni. Pred 5 leti sta bili v 2 državah, sta bili 2 državi slabši z udeležbo, zdaj jih je tam nekje 90, tako da konkretno boljši smo
po teh volitvah. Absolutno SDS in Zala Tomašič, za večino je Tomašič presenečenje, midva z Andražem, ne, sva jo napovedala. Drži. Tako, zdaj živimo v času lajkov in zelo življenja na social, ko to združiš stranko, čigar volivci dejansko pridejo voliti, je rezultat tu. Zelo je bilo očitno, da je stranka zelo podpirala in da se je zelo aktivirala tudi socialdemokratska mladina. Tako da dva prekaljena borca pošiljajo zeleno luč, so pa požgali v bistvu tudi mladini, kar mal vidim tudi želje po mogoče eni pomladitvi v stranki. Zame je bilo klele edino presenečenje, da Hojs, eden od vas je rekel, se mi zdi v enem pogovoru, Hojsa očitno še v lastni stranki ne marajo. To sem bil jaz. Ti si bil, ok. Grims je bil šele 5. na seznamu, ne? Jaz sem ga zgrešila za 700 glasov. Tako da to zmagovalci, definitivno Vesna in Prebilič, potrdili se je to, kar ste rekli, kar smo vedeli že od predsedniških. Mislim, da jih je kar lastnoročno on potegnil naprej. So pa bili v stranki dovolj pametni in strateški, da so to razumeli. Pošiljajo v Bruselj v bistvu orang politika, v Kočevju pa bomo zdaj rabili novega župana oziroma županjo. Zdaj pa še to, ne? Če ste gledali izid glasovanja po volilnih okrajih, boste videli, da je Slovenija skoraj komplet rumena. Torej SDS, del je modro obarvan, tam je se pravi večino pobralo Gibanje Svoboda in en sam okraj je zelen, torej Vesna, Kočevsko. Ampak zdaj, da ne bomo prehitro kakšnih zaključkov iz tega delali, na Kočevskem se je volilo lokalpatriotsko. Našega človeka, kukar od tukaj je, stranka je pa pač prišla v paketu. Mislim, jaz bi tukaj sam dodal, da je bila podobno grafiko smo imeli po volitvah 2018, ne? Ko je bil LMŠ po okrajih izrazito prevladovala samo v Kamniku. Ne? Pa potem še malo disperzije naokoli, pa je bilo dovolj, ne, za drugo mesto v parlamentu in v končni fazi za premierstvo. Tako da kle kakšnih resnih zaključkov, ki jih bo SDS zdaj seveda vlekla, jih je treba imeti z veliko rezervo. Ne. No, pa pri tem, koliko zeleno je Kočevsko takisto. Zdaj, Gibanje Svoboda, jaz ne morem dati med zmagovalce, so ohranili oba LMŠ, jaz bi jih dala med sedi dobro. Ni jim veliko zmanjkalo za tretjega, kdo je odvajal z računom? Andraž, 6-500, ja. Ampak njihov cilj je bil 3 in temu so orang prilagodili polletno kampanjo, ki je v bistvu vključevala in SD afere, in neutraliziranje levice, in cirkus s Palestino, in last minute govorjenja o milijardi za stanovanje. Grošelj jim je zgleda odnesel 3. sedež. Tako da po mojem se težko imajo za zmagovalce, absolutno pa niso poraženci. Kamor bi jih sam, če smem kar nadaljevati, uvrstil. Ne? Jaz bi vendarle Gibanje Svoboda uvrstil med, pa dajmo tako z nekaj rezerve, ampak bi vendarle jih dal v tabor poražencev. Namreč tukaj je vprašanje, ko se jih ocenjuje oziroma ocenjuje uspeh posamezne stranke, odkot izhajamo. Ne? In recimo, da jaz izhajam pri tem razumevanju tega vsega skupaj iz tega, kar so naredili na državnozborskih volitvah. Ne? Oni v resnici niso dosegli čist nič več kot od tega, kar so imeli pred 5 leti, pa še to so podedvali, no, tako bom rekel. Ne? Tako da jaz bi se vendarle nagnil v to smer, kot sem se mečkam pohecil uvodoma, LMŠ, se pravi, oni se niso uspeli sprofilirati do te mere, da bi nekdo, ki nosi zelo jasen pečat Gibanja Svoboda, Irena Joveva in Marjan Šarec, to pač nista, odigral pomembnejšo vlogo pri volitvah v državni zbor. Če Evropski parlament, se pravičujem, lapsus. Če nadaljujem, vsekakor Socialni demokrati z enim poslancem, pa še ta tako do poznega večera je zelo vesel, a bo ali ne bo. Potem je tukaj v tem taboru še, po mojem mnenju, Levica, ki je zbrala čisto malo več kot, se mi zdi, SLS, ne?
In potem še ta ekipa Desperadosov, kot jim lahko rečemo. Ne. Levica je zbrala bistveno manj kot SLS. No, evo, se pravi, mislim, da je resnica potem tista, ki jo lahko primerjamo z Levico. Malo več kot resnica. Tako je. Se upravičujem za drugi lapsus v tem izlaganju. In potem je ta ekipa nabrana okrog Mojce Šetinc Pašek in Klemna Grošlja, ki se jim taktika igranja žrtve pač ni posrečila. Ne? In za trenutek, če še pa pogledam na nas vse in če za trenutek pogledam čez mejo, pa mislim, da smo lahko vsaj v skrbeh, da bomo vsi skupaj poraženci, ker rezultati, ki prihajajo iz Nemčije in iz Francije, predvsem, ne, pa tudi še odkot drugot, nakazujejo se pa tudi v Sloveniji, s tem, kar si Andraž ti prej rekel, radikalno krilo SDS-a, ne, se mi zdi, da bi to v retrospektivi nekoč lahko razumeli tudi kot začetek konca načina življenja, ki smo ga poznali v Evropi, v Evropski uniji, tudi po drugi svetovni vojni. Upam, da so moji pogledi preveč črnogledi, bojim se pa, da niso. To, kar je v Franciji pa v Nemčiji, to ni v redu. Črnogledo. Gospod Zorko? Ja, imam tudi kar obsežen seznam porazov in poražencev. Na prvem mestu imam relativne poražence, pa še eno posebno rubriko, ki se reče So Close But No Cigars, ampak jo bom dal na koncu. Skratka, če gremo na poraze in poražence, jaz bi pa tle najprej izpostavil Igorja Zorčiča na čelu DVK. Vse je bilo dosti papirja. Papirja je bilo dosti, pa tudi lepih barvnih odtenkih je bil, ampak ne. To, kar se je dogajalo s štetjem na eni strani, to, da ob 11 ni bilo preštetih še komaj pol, oziroma je bilo šele komaj pol preštetih, pa so ves čas poudarjali, da so zato referendumska štetja tako počasna, da so objavljali referendumsko štetje povsem napačno, da smo vsi imeli občutek, da je že skoraj vse prešteto, pa se je pa izkazalo, da so še zelo daleč od večine in tako naprej, in smo morali tam v studiu nekateri, Bog pomagi, to celo komentirati. Se mi zdi en velik poraz teh volitev. Druga linejca, neveljavni glasovi, to sem zapazil. Bilo jih več kot 30,000, to je 4% pa pol skoraj. Kar je, paste to je samo 1000 glasov manj, kot jih je osvojila ena koalicijska Levica na včerajšnjih volitvah in je kar precej več, kot so osvojile še 4 stranke oziroma liste, ki so osvojile manj kot 30,000 glasov. Ne bom jih posebej omenil, ker vemo, kdo so. Skratka, ti neveljavni glasovi so mi zbudili pozornost, me prav zanima, za kakšen fenomen je tu šlo. Ni mi še čisto jasno zdaj ta moment, zakaj. Že vem zakaj. Na referendum so šli, pa so pa temu dali neveljaven glas. Ok, mogoče, teza. Tretji poraženci so po mojem mnenju mediji, to moramo omeniti, ker sem iz stroke, da ni bilo usporednih volitev, da smo do 11 živeli v temi, posod po svetu so jih imeli. Mislim, delali so usporedne volitve takrat, ki jih res ni bilo treba, ker vemo, da niso poceni. To govorimo o predsedniških volitvah, kjer je po pol ure jasno, kakšen je rezultat. Koliko to stane? Vedno več, ker je vedno težje dobiti ljudi. To je bilo nekoč v rangu 30-40 tisoč evrov. Okay. Mogoče bi bilo zdaj celo malo več. Mislim, ni malo denarja, če veš, da je to v resnici, v primeru predsedniških, pomenilo, da si ti pol ure prej vedel, kakšen bo rezultat. Takrat je to res ni imelo nobenega smisla. Zdaj, ko je bilo pa 4 ure vmes, bi bilo pa res na mestu med usporedne volitve. To je velik fail minus za oba glavna medija. In ker sem že pri teh temah napovedi, zgrešene napovedi obeh konkurentov, ki jih ne bom imenoval iz vljudnosti, vemo pa, kdo so. In celo pri enem sem spet zasledil znake, ki so bili tipični pri tej agenciji že pred leti, znake poskusa mobilizacije določenih volivcev, kar spet zelo ni v redu. In šele na 5. mestu prvi poraženec med tistih, ki so kandidirali, to je pa po mojem mnenju poslanec Grošelj, popravek, bivši poslanec Grošelj, ki je šel zelo hitro od poslanca z kar visokim ugledom, kot kompetenten, elokventen sogovornik do krutega poraženca, ki je na koncu dneva uspel vendarle premagati satirično listo Nič od tega za nekaj manj kot 500 glasovi. Jaz mislim, da je to daleč največji poraz. Med ostalimi poraženci sem jih pa dal v rubriko relativni, pa mogoče malo kasneje, da nam predolgo govorim. A veš, da jaz jih pa ne bi, whatever, ne bi dala Grošlje v kategorijo poražencev, ker po mojem je pa njihov cilj bil vzeti GS-ju in jim je to kar orank uspel. Ampak ok. To je legit hipoteza, je, in je možno, da je to del resnice, ja.
Nežen prehod bom naredila na poražence. Stan to bi rekla še pri GS-ju, da po moje daleč najbolj zadovoljna Joveva z novim mandatom, da pa Šarec po mojem zelo ni dober spal, ko bo treba v Bruselj, česar si on absolutno ni želel in si ne želi in se je kot premier tega utepal. Tako da bo zdaj zanimiv videti, kako bodo tole To je, handlali. Nataša, če smem, to je Šarčev paradoks, ne? Ni hotel kot predsednik Aha. vlade nastopati v Evropskem parlamentu, zdaj pa tam s preferenčnimi glasovi službo dobi. Kamor ni hotel iti. Ja. Kamor ni hotel iti. Kar je pa v bistvu Šarčev paradoks, je preimenovan Pahorjev paradoks, ne? Ker Pahor tudi na, mislim, da prvih volitvah ni hotel biti evropski poslanec, pa je z 8. mesta ali 7. takrat, če se ne motim, prišel s preferenčnimi glasovi. Ja. Jaz moram tle nujno samo to dodati, da mi med vikendom nekdo omenil, je rekel, veš, obstaja vsaj 8,000 potencialnih volivcev, ki bi znali voliti Šarca za to, da ne bo več tam, kjer je, da bo šel v Bruselj. Govoril je seveda o sestavu Slovenske vojske in obrambnem ministrstvu. Jaz sem rekel, no to pa ni toliko majhna številka, ko gledamo preferenčne glasove in vidi, kud je stigel. Eto ti to. Ja, no, lej, pol bi klele nadaljevala jaz z SLS-om, ki po teh volitvah se, čeprav niso osvojili sedeža, se po mojem lahko vsaj mal hvalijo, oziroma kandidat Gregorčič, oziroma SDS bi kmalu dobil še 5. mandat. SLS so tam v bistvu z odstotki z SD pa NSI, tako da je zelo malo manjkalo, opozorili nase, Bogovič, drugače pa je tako Gregorčič, Orto pred vsemi ostalimi v svoji stranki, kar se tiče preferenčnih, ostali tako dost nezaznavni, one man band, zgubili so v bistvu pa edini sedež, ki so ga imeli, tako da ponovno so oni izven parlamentarna stranka, kar se jim bo poznal na naslednjih državnozborskih volitvah in medijskih nastopih. Definitivno bo pa Gregorčič faktor na naslednjih volitvah, po mojem. Nekam vmes bi dala tudi SD, ker glede na afere v redu, prepolovili so se, ampak glede na afere zadnjega pol leta, oni so zdaj na dobrih 7%, oni so bili že na 3 ali koliko, ne, Andraž? Še celo malo manj, ja. Še celo malo manj, tako da se mi zdi, da glede na to, da so imeli zelo slabega pol leta, so izvlekli maksimalno, kar se dali in si po mojem lahko tudi malo oddahnili. Med poražence bi jaz dala tako, kot ste rekli, je eden rekel, Andraž, ti ankete, kar zgrešeno, ali so predcenjevali, ali so podcenjevali, težko se je tudi izogniti občutku, da je šlo v bistvu bolj za ustvarjanje kot merjenje javnega mnenja, in pa jaz bi med res poražence dala Levico. Razlagajo kukar, da Levica govori drug jezik, da ljudje ne razumejo, da so toliko pred vsemi nami, ne. Mislim, niso ljudje krivi, če jih Levica ne zna nagovoriti, da to, kar prodajo, ne znajo povedati. Zdaj, tokratna EU kampanja, zdaj kako se je fajn voziti z JPP, pa je podobno tako, kot na parlamentarnih, obdavčili bomo stanovanja, tako da bi živeli v eni usporedni realnosti in imeli zelo malo stika z ljudmi na terenu, ker drugače ne oglašuješ prijetnih 16 ur do Bruslja ali pa pejmo na Štajersko z vlakom in busi. V večerni obleki. Ja, pa v večerni glih ministrica za kulturo. Tako, definitivno Maja, sem brala po mojem glih v dnevniku komunikacijski šum z volilnim telesom. To bi rekla. Pa resnice ne bi dala. Kako si se vas zdajle zasmejo, ali ko Beavis in Butthead. Pa jaz resnice, mislim, da si jo Antiša ti dal med zmagovalce, jaz bi jo dala pa med poražence, ker so napovedovali tudi že Stevota noter ali pa tik za, ampak se je še enkrat potrdili, da v bistvu njihovi so glasni, ampak na srečo tudi Leni, ko je treba rit prinesti na volišče. Kar smo večkrat upozorili, a ne? Se strinjam na srečo. Aljaš, izvoli. Ja, kar se resnice tiče, se tudi jaz strinjam, absolutno med poražence. Tako malo pravica skazica, ne, ko dobi Polona Frelih manj glasov kot ima sledilcev na Twitterju. Ampak, ok. SLS bi dal jaz nujno med poražence. Iz razlogov, ki si jih Nataša tudi navedla. Oni so imeli evropskega poslanca v podobi Franca Bogoviča in njegova rola skrit papirja je šla v zgodovino. Ne? In zdaj tega ne bo. Oni so zgubili dostop do javnih medijev v prime timeu, zdaj bojo v kutku za ružne. Zgubili so
pomemben vir financiranja, rednega, mesečnega. Ne vem, ali je na podlagi evropskih volitev dobijo kaj proračunskih doklad ali ne, ampak vsekakor tisto, kar je Franc Bogovič vsak mesec namenil v strankarski proračun, tega zdaj ni več. In pa ostaja še iz državnozborskih, to pa ne pozabiti. Ne? Ja, no, ampak veš, pomembno manj. Ne? In predvsem je, veš, Peter Gregorčič v redu, ne? Ampak vendarle on ni Franc Bogovič, on tudi ni predsednik stranke. Tako da najprej se bojo morali oni sami med sabo zmeniti, kdo so in kam gredo, in potem morda upati, da se bo to kakorkoli obrestovalo. Oni so dobesedno back to square one, mogoče pol koraka nad enimi pirati ali pa resnico v končni fazi. Ne? Oni so zdaj v tej kategoriji. Tako da poraženci absolutno. SD, absolutno poraženci, to, da je Matjaž Han tekel ven in rekel, ja, koalicija je bila poražena, ne, ti si bil poražen, ne? Ker v resnici so oni edini, ki so poslabšali rezultat. Levica je štartala z 0, končala z 0. GS je štartal z 2, končal z 2, čeprav so pač ciljali više. SD je štartal z 2, končal z 1. Tle pač počas bo treba vendarle te moralne, etične kredite, ki jih je SD vzela pri narodu skozi leta dolgo, ne bo treba začeti plačevati. Kaj že? Aha, tole. Kontroverzno morda, ampak tudi NSI bi dal med poražence. Matej Tonin je ponovno izteral Ljudmilo Novak iz njene pozicije, to je zdaj že drugič naredil, trdeč, da on to zna bolje. Evo, hik Rodos, hik Salta, na mestu predsednika stranke ni šlo nič bolje, vse iste napake je delal, ki jih je delala Ljudmila Novak, pa pač ni poslušal pametnejših od sebe. Nekaj mi pravi, da bomo ta isti film gledali zdaj, ko bo on v Bruslu in v Strasbourgu. Tako da to je to, kar se tiče pa Antiševe ocene okoli preboja skrajno desnih opcij, je pa tako. Ja, seveda, vendar ne pozabimo na Newtonov tretji zakon, ker pač vsaka akcija ima svojo protireakcijo in skrajno desne stranke so znane po tem, da se ne znajo zmeniti niti o tem, ali bojo pili kavo z mlekom ali kavo brez, kamoli o kakšnih resnih policy iniciativah, bo definitivno bolj burno, mogoče tudi težje se kaj zmeniti na evropski ravni, imam pa občutek, da tisto, kar se bo zmenilo, bo bolj držalo, kot je držalo doslej. Inšalah, kot rečejo, upam, da imaš prav. Tako, in ker smo najavili nagradni natečaj, se pravi, da Štefica potuje v Latvijo, ne? S Hojsom. Njega res njega še v lastni stranki ne marajo. Ipak je Ljubljančana, veš. In pol pač Ljubljano se pač brcna takrat, ko se jo da, ne? Koga, če smo zdaj na Nataša, dovoliš, ker mene ta stvar mečkaj me intrigira. Prosim. Koga moramo zdaj, po vašem mnenju, pa bom tudi svoje mnenje povedal, na kaj moramo biti zdaj iz te sestave, ki jo pošiljamo v Bruselj, izrazito pozorni v naslednjih letih? Kaj pravite? Jaz imam še 2 kategoriji. Aha, no daj hitro, med tem bomo midva razmislila, kaj bomo ti še odgovorili. Ja, to je definitivno vprašanje za vas dva. Jaz imam še 2, 3, v bistvu sem še eno dodal na koncu. Glavnem, se malo ponavljam, bom kar pospešil. Relativni poraženci zame so, tako kot je rekla Štefi, SD, ne, relativno, so prepolovili rezultat. Ampak glede na vse, kar se dogaja zadnje pol leta, so lahko prekleto srečni in to se je tudi na koncu videli, ker so za vsega 1300 glasov prehiteli SLS in za mišega NSI, da so vstali not sploh. Tako da zame so oni relativni poraženci. Podobno bi rekel tudi za NSI, tle se pa z Aljažem strinjam, so sicer ohranili enega poslanca, so na istem, ampak so pa komi preživeli. Manj kot 3000 glasov je manjkalo, pa bi leteli ven iz parlamenta in se strinjam, da zelo verjetno jih čaka zdaj menjava na vrhu, po mojem mnenju. Pa imam kategorijo So Close but No Cigars. Tle bi dal pa Gibanje Svoboda, ki je sicer ohranila ta 2 akvizirana poslanca. Manjkali mi je pa vsega skup 5600 glasov na državni ravni, da bi dobili še 3. poslanca, kamor so verjetno ciljali, in to bi bila pa seveda velika razlika, ker potem bi bilo razmerje 3-3 za SDS, ne pa 2-4. Tako da absolutno ne moramo govoriti o kakršnemkoli uspehu, ne. SLS bi pa tudi dal to kategorijo So Close, No Cigars, ker so se pa zelo potrudili, ne, skoraj mi je uspel, tudi vsega skup, kot sem rekel prej, nič glasov manjkali, ne. Dokazali, po mojem,
da znajo, če zmorejo. Oni so tudi pomladili stranko, ne pozabiti, in izmenjavo na predsedniškem mestu, in tudi s tem, da so dali Gregorčič na prvo mesto, in so odmaknili malo teh starejših predstavnikov. Je pa, po mojem mnenju, vse odvisen od tega, ali bo Peter Gregorčič ostal v tej stranki in bil njen viden član ali ne. Ker glede na to, koliko preferenčnih glasov je on dobil, je povsem jasno, da je bil ta uspeh v veliki meri njegov dosežek. Ne? Še ena stvar, jaz napovedujem v prihodnjih 2 letih, da se bo dogajala tudi konsolidacija na desno od sredine, ne samo na levi, kot se je že začela. In v tem pogledu se mi zdi pa, da je vendarle njihovo izhodišče dobro, ker lahko uletijo v prazen prostor, seveda ključ pri tem je Peter Gregorčič. Nič od tega, kar sem danes naštel, so pa stranke in liste, ki so šle na volitve, vedoč, da nimajo šans, če se pa mislijo, da jih imajo, živijo po enem sporednem svetu, ker vse, kar so delali, vse korake, ki so jih postavljali, da ne rečem, vsak korak, ki so ga naredili, pa vsaka tračnica, ki so jo prevozili, je kazal to, da jim ne bo ratalo. To so pa seveda Desus, dobra država, Levica, resnica in seveda nič od tega. Antiša, daj povej vseeno malo, v katero smer misliš, na kaj moramo v naslednjih letih paziti. Jaz mislim, da moramo paziti oziroma pozorno spremljati 2 stvari. Prva zadeva SD, SDS, se pravičujem, kako se bodo profilirali na evropskem prostoru oziroma kaj bodo iz Evrope lahko prenašali v slovenski politični prostor, ta radikalno krilo, kot je, že drugič te citiram Andraž, rekel Andraž, se pravi Zala Tomašič in predvsem Branko Grims. A bojo njuni ultra, rekel, konzervativni pogledi dobili nek pospešek, ali bosta na dobri plači se malo uspavala v Bruslu in Strasburu. Drug dejavnik, na katerega je po mojem treba gledati oziroma biti pozoren, je pa Vesna oziroma njen predsednik Vladimir Prebilič. Jaz bi spomnil, mi smo v preteklosti v Sloveniji že imeli podobno, če smem tako reči, zgodbo. In to je bila zgodba nekdanjega predsednika Ustavnega sodišča, Računskega sodišča, tako je, ja, ki je svojo stranko v bistvu bil kar uspešen pri naskoku na evropski politični prostor, ne? Potem pa je bilo tega uspeha mečken manj, ne? Na državnozborskih, potem se je začele pa te serijske težave, ki so kulminirale z afero Litijska, ki ga je dokončno odnesla kot kandidata za ambasadorja na Kosovu. Še prej mu pa ni uspelo biti direktor uradnega lista. Lahko pa, da sem še kaj pozabil in spregledal, ne? Pričemer že lahko uletim, ne? To je tak velik, kot se temu reče, red flag pri Vladimirju Prebiliču, ne? Ljudje v ozadju so deloma isti. Pač kot so bili pri Šoltesu, ne? Operativci, kar seveda ne pomeni nujno, da je to res slabo, ampak tako, v smislu, če iščemo paralele, je tukaj tudi ena, ne? Jaz bi celo Šoltesa Prebiliča tukaj mogoče bolj označil kot sklonega, ne, temu, zato ker on je zdaj veliko imel v majhni stranki, medtem ko sta Branko Grims in Zala Tomašič pač relativno majhni imeni v veliki stranki. In bo imel Vladimir Prebilič dosti več manevrskega prostora pri tem, da bo določal, v katero smer bo Vesna šla, in je povsem možno, da bo tukaj prišlo do iskrenja med Brusljem in Ljubljano, da tako rečem. Ne? Tako da tukaj se čist strinjam, se pa ne bi strinjal toliko z pač Gizmotom pa Zalo Tomašič. Mimogrede, Gizmo, čeprav razumem, je njegov gimnazijski vzdevek Branka Grimsa, tako da, če se kdo sprašuje, zakaj to uporabljam. Anyway, Grims bo priden, ne? On bo pač prišel v Bruselj, bo čist začuden, moral bo kupiti nove obleke, najeti stanovanje in tako dalje. Čevlje bo moral kupiti. Nove čevlje, ne? Mogoče se bo malo družil z lokalnimi neonaciji, ne? Ampak oni se s tem slovanskim ološem, to njih ne zanima. Ne? Tako da jaz bi predvsem bil pozoren kle v bližini kakšnih bruselskih žlabov, če se bo kje pojavil. Zala Tomašič bo pa ona pa ima prihodnost, ne? V tej digitalni skrajnih digitalnih vodah, ampak je pa treba tudi vedeti, ne, da zdaj ali bo poslanka ali bo influencerka, oboje hkrati bo zelo težko, ker je pa se vendar ve, kdo je v stranki šef. Ona ni nadomestek, tukaj je kaj že tale žrbem, neki, ki je za Marine Le Pen, ne, ki je njen naslednik.
ona je daleč, ona ni v tej kategoriji. Ne? Ona je pač strankarski kader, ki bo gorel toliko časa, dokler ga ne bo predsednik upihnil. Pol ne vidiš potencialnega razvoja dogodkov, da je ona bodoča slovenska desna Giorgia Meloni? Ne, ki pa, lepo te prosim, ne, ki pa, ne. Glej, veš, kaj se mora... Sam vprašam. Ne, predtem se mora zgoditi razpad SDS. Ker v hipu, ko bo Janez Janša dvignil roko... A se ne dogaja že? Ne, ki pa. Zdaj, odkar je Anže Logar rekel, ne, da se on počasi je sklonil glavo in se počasi in zelo potihem vrača v vrste stranke, ne? Mislim, da je pač Janša preživel izziv, ne? In je to tudi lekcija vsem ostalim. A veš, kaj bo meni zanimivo? Pa to bo že stvar, ki jo bomo mogoče v naslednjega pol leta vedeli. Ne? SDS je načeloma del EPP-ja, ki je na teh volitvah še pridobil in bo najverjetneje, tako kot smo v prejšnji rundi gledali, sestavil koalicijo z Renew in z socialnimi demokrati. Ne? Se pravi, več ali manj enako, še večja bo njihova moč, ampak odvisno, zdaj VDL je sicer že napovedala povezovanje, ali pa ni izključila povezovanja tudi z malo bolj ekstremnimi, ampak ne pozabimo, oni so zelo glasni bili okrog tega, da VDL ne podpirajo. Tako da mene, čeprav tega ne napoveduje, ne bi čudilo, če bi se uspeli tile malo bolj skrajni, sestaviti v kakšni drugi grupi, pri čemer pa je nevarnost, to, kar si jo tudi ti, mislim, da Aljaž že omenil, ne, tile so glasni, ampak pol se pa ne morejo zmeniti, kdo bi bil glavni na vasi. Tako da ni nujno, da bodo Orbani, Melone, Pisi, SDS in podobni, ker NSI pade naravno v EPP. SDS ne tako zelo več. Ja, veš, sam SDS Janša dobro ve, da je bolje biti pri zmagovalcu kot pri izzivalcu. Zato dajem kle to prednost. A mi vemo, a Grims zna angleško? Pa sej ne, pa sej to, da ti znaš tuje jezike... Ne sprašujem, čakaj srce, ne sprašujem zdaj, koliko bomo fancy pa z izgovarjanjem. Mene samo zanima, ali zna, a ga je kdo že kdaj slišal? Ne vem, sej fura ženi in Airbnb, sej kaj bi pa lahko... Neko osnovno znanje skoraj ima, veš, on je ipak iz te generacije, ki se je že učila približno za res angleščino. Glede Prebiliča vam bom pa tako rekla, ne, to, kar sem že prej rekla, v stranki so videli, da je on tist, ki vleče in so mu dali mir. Nisem prepričana, da bo vnaprej tako ali drugače. Vladimir Prebilič že 10 let meče trnk na nacionalno raven. Od ambicij po raznih ministrskih funkcijah, do 2 leti nazaj smo gledali na predsedniških in zdaj preboj v Evropski parlament. On je ambiciozen in sposoben in če si te sorte, se bojim, da ti sedež v Evropskem parlamentu ne diši za naslednjih 15 let. Ker bojo čez 2 leti parlamentarne volitve, mene ne bi presenetilo, odvisno bo seveda, kako se bodo razporedile moči, ampak recimo, da bi, če bodo levo od sredine kaj sestavljali, bo klele on resen player, če bodo poklicali, sem skoraj 100%, da ne bo rekel ne, jaz bom pa ostal poslanec. Pa se je on včeraj takoj po rezultatih, objav rezultatov najavil, da se vidimo na parlamentarnih volitvah, da je to začetek. To ja, ampak je rekel, da ga zdaj EU zanima. Ni rekel, da če bo pa tam karkoli, bom pa s prvim vlakom prišel nazaj. Tako da on bo se zdaj malo utrdil, bo še ta CV, ta evropski mal si nadgradil, pa bo tudi resnejše funkcije prišle upoštev. Jaz bi pa tle še ena stvar opozoril, ne vem, če je že trend, ampak dolga leta se je v slovenski politiki oziroma javnosti govorilo o potrebi po decentralizaciji, da je vsa politika skoncentrirana v Ljubljani in vsi uradi in tako naprej. In so bili še celo neki poskusi, ampak zdaj se pa dogaja z ene druge smeri ta decentralizacija. Ne? Miro Cerar je bil zadnji predsednik vlade, ki je prihajal iz Ljubljane. 2018 smo imeli prvo to modro fleho okrog Kamnika, ki je prej nekdo omenil, ko je zmagal kandidat z izrazito močno lokalno podporo. Vladimir Prebilič je drug tak primer in tle se ga že tudi omenja kot morebitnega resnega pretendenta v naslednjih volitvah. Da ne govorimo seveda o večnem vodji opozicije, ki je že ves čas izgrosupla. Skratka, vedno več politikov prihaja na nacionalno prizorišče z izrazito močno pomočjo
lahko rečemo temu tudi lokalpatriotizma. Andraž, ti sam nekaj vem, Miro Cerar je bil tudi prvi premier, ki je prišel iz Ljubljane. Viš, no. Ker vsi ostali so bili... Tone Rop je bil v Vodicah doma. Ma dobro, ima Ljubljančan. Zmagal na volitvah. Ja. No, to zmenjavo, postal to zmenjavo, ne. Ja, neč, drugač, gospodje, pa čas se nam izteka v tej epizodi. Ja, 35 je mimo, hvala lepa za sodelovanje. Jaz nam rekla, tudi stavka referendumov, ker kaj naj rečem, tako, ker smo v snemanjih do te oddaje. Štejejo ne veliko, niso obvezni. Ja, so neka politična inštrukcija. Pa dva sta recimo dost relativno blizu, tako da kakršne koli politike iz tega sklepati bo samo nov razkol. Skratka, tudi če pozabimo. Predvsem lahko mi o tem debatiramo tudi čez 10 dni, ko mislim, da bi lahko imeli naslednjo epizodo. Hvala vsem, ki ste bili z nami na tem hitrem popotovanju tedenskem. Bilo je ludo, je nezaboravno. Zdaj moramo pa tudi se mi malo dahniti. A je tako, ekipa? Tako je. Jeste. Naslednjič spet. Zadnje, ja. Lepo se imejte in ne pozabite na nas. Pa brez zamere.